pozdrav vsem prisotnim in seveda dobrodošli na proslavi slovenske samostojnosti. Proslavo prirejata Kulturni center Lojze Bratuš in krožek Anton Gregorčič v okviru srečanj pod Lipami. V sodelovanju s konferenco za Italijo pri Svetovnem slovenskem kongresu, ki je vsaka leta skrbel, da se je proslava kot edina v zamejstvu hranila na Goriškem, in knjižnico Dušana Černeta, ki skrbi za obisk maturantov iz Argentine pri nas v zamejstvu. V naši sredi pozdravljamo predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, gospoda Borisa Pleskoviča, predsednika konference za Italijo, gospoda Karla Brešana, predsednika ustanove Slovenija v svetu, gospoda Uroša Zorna, gosta nocojšnjega večera, vojaškega vikarja Mateja Jakopiča, in slovenske maturante iz Argentine, ki so in bodo danes z njihovim nastopom obogatili proslavo. Na oder najprej vabim predsednika konference za Italijo pri Svetovnem slovenskem kongresu, gospoda Karla Brešana. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi maturanti iz daljne dežele Argentine, dragi naš govornik Matej Jakopič, vojaški vikar, vsem lep in prisrčen pozdrav. Praznujemo že 25. za nas zelo pomembno obletnico osamosvojitve in demokratizacije Slovenije. Ta dogodek je na poseben način ostal vklesan v spominu tistih, ki so po svojih močeh in posredno temu dali tudi košček svojega. Sen, ki je tlel v srcih karantanskih kmetov, sen, ki ga je Primož Trubar še vjačil v lepo slovensko besedno veščino, je prvič prišel v politično konkretnost, v oživljeni Iliriji. Prišla je pomlad narodov, prišla je prva svetovna vojna, ki je terjala samo na Goriškem in v Posočju na 100.000 človeških žrtev med temi veliko slovenskih mladenčev. In vendar po stoletjih v tuneskem parlamentu je zadonel v slovenskem jeziku glas poslanca Antona Korošca z zahtevo po zedinjeni kraljevini Jugoslaviji. To je bil naš prvi korak. V letu 1939 prejšnjega stoletja sta Nemčija in Rusija skoraj istočasno napadli Poljsko in si jo razdelili po že prej načrtnem dogovoru. To je bil začetek druge svetovne vojne, nastanek narodno-obrambnih gibanj, v prvi vrsti v Sloveniji Tiger, in pojav bratomorne revolucije. Konec druge svetovne vojne, kot vemo, je pomenil za našo domovino začetek krvavih ubojov in beg 100.000 širom po svetu, v Italijo, v Argentino, v Združene države in še drugam. A vrnimo se k pomenu tega praznovanja. Slovenija, sicer samostojna republika v sklopu Jugoslovanske federacije, se je res osvobodila tistih infrastruktur, ki so jo vezale, bodisi politično, bodisi finančno in sploh gospodarsko, na Beograd. Spomnimo samo, da glavni jezik je bila srbohrvaščina. Dogodek osamosvojitve v evropskem in svetovnem prostoru je nastal dokaj nepričakovano. Nepričakovano v sami domovini, saj za nekatere je še danes ta bolestna obletnica, ki jo je pač treba praznovati. V tem našem centru pa ga danes praznujemo ne samo z oživljanjem spomina na tiste lepe dni,
ko je Slovenija za dobršen del Slovencov v Italiji nehala biti mačeha in je končno postala mati. Bil je to čas praznovanja in veselja, čas pričakovanja. Za nas, ki živimo izven nje, čas ponosa. Bodri nas lep in vesel pogled v nazaj z neokrnjenimi sanjami. Naj bo to praznovanje prilika za analizo sedanjega časa in misel, pa tudi skrb za prihodnost naše domovine in seveda naše skupnosti v Italiji. To je čas za razmislek z željo, da bi Slovenija samostojna in neodvisna postala za vse Slovence resničen dom. Svoboda je temelj in pogoj pristnega moralnega življenja. Človek potrebuje svobode bolj kot kruha in vode, bolj kot zraka, ki ga vdihava. A istočasno se sprašuje, kdaj postane svoboda prava svoboda. Vendar z zaskrbljenostjo opažamo, da nad etiko in kulturo danes prevladuje tudi v naši domovini subjektizem in etični relativizem, ki sta brezbrižna do svobode posameznika, do skupnosti, celo do držav. Vsakašna svoboda pa slovi na resnici. Resnica vas bo osvobodila, pravi Janez Evangelist. Čisto umestno se mi torej zdi vprašanje, ali se nahajamo pred propadom ali vsaj pred otemenitvijo samega pojma svobode in resnice. Vloga naše konference je, da po svojih močeh združuje Slovence, ki so razpršeni po Italiji. Ni in ne more biti nadomestilo vsem našim stoterim organizacijam in društvom, ki delujejo v naši deželi. Čuti se povezano v obrambi svoje slovenske identitete z ostalimi 9 konferencami, tudi z argentinsko, v eno samo združenje. Do konferenci vedno poudarjamo domoljubnost, nacionalno pripadnost in zaradi tega si tudi želimo močno Slovenijo, obče pošteno Slovenijo, ki bi bila za zgled tudi drugim državam, ko gre za uspešnost, a tudi ko gre za podporo vsem tistim vrednotam, ki jih bom kar označil s 3 besedami. Družina, domovina, Bog. Pravijo, da je evropska civilizacija sloni na 3 stebrih. Grški način mišljenja, rimski pravni sistem in pa svetopisemsko razodetje. Evropa naj bi bila torej skladno in naj bi torej naredila skladno sintezo vseh 3 virov. Kako je torej moglo priti do tega, da je ta tretji element, ki je za nas najpomembnejši, v zadnjih 50 letih bil popolnoma odstranjen? Živimo v svobodi, a država, v kateri živimo, nam ni naklonjena. In vse to, kar smo si v letih pridobili, je sad truda, našega truda požrtvovanosti in rekel bi, tudi naše trme in naše bojevitosti. Ponosni smo bili in še smo na našo avtonomijo, ki nikoli nas ni silila k prosjačenju. Vse naše kulturne domove smo si sami gradili in dogradili. V tem naporu za ohranjanje kulture in jezika so nam vedno ostali ob strani naši duhovniki. Do nedavna so bili celo pobudniki vsega našega kulturnega življenja. Sledili so pač že ustaljeni vlogi in poklicu celotnega našega duhovništva na Primorskem, v slovenski Benečiji in daleč do Trbiža in Višari. Njihovo geslo je bilo stati ob strani ljudstva, mu pomagati in mu biti voditelj. Da se je ohranila naša slovenska identiteta na Primorskem, naš jezik, je v prvi vrsti zasluga prav duhovnikov, šolnikov in kulturnikov. Upam si celo trditi, da je primorska duhovščina tista, ki je že od 20. leta prejšnjega stoletja pripravljala teren za vsa bodoča gibanja proti raznarodovanju te naše zemlje. In če precejšen del Primorske je danes del slovenske države, je to tudi njihova zasluga.
Primorski duhovnik od italijanske oblasti preganjan in poslal v konfinacijo ali taborišča in kasneje ta isti duhovnik preganjan, pobit od revolucije in bratske oblasti v Sloveniji, nikoli ni bil izdajalec svoje domovine, svojega naroda. Braniti svoje ljudstvo in ustrajati v veri ne pomeni izdajati svoje domovine. Vloga partizanstva ob odkritju vedno novih grozljivih dokumentov, dokazov, zgleda danes precej skalijena. Za naše očete in dede stopiti v osvobodilno gibanje. Po 20 letih do Slovencov raznaradovalne politike italijanske države je bilo nekaj spontanega, nekaj naravnega. A ni bil naraven drugi cilj tega upora, to je vzpostaviti novi politični in družbeni sistem po vzorcu ruskega bolševizma. In ravno v tem se partizanstvo v Sloveniji in seveda na Primorskem razlikuje od vseh ostalih upornih gibanj v Evropi. Dalekopotezna in namerno izpeljana zmešnjava dveh nasprotnih si pojmov, to je narodna obramba in revolucija, je imela za slovensko ljudstvo najbolj tragične posledice v naši zgodovini. In te še danes odmevajo v srci slehernega Slovenca. Zaradi tega ima dogodek, na katerega se danes spominjamo, širši in globlji pomen. Konec nečesa, ki se je od svoje prvotne zamisli spremenilo v nekaj protičloveškega in protinaravnega in začetek novih časov, ki bodo vrednotili človeka po vseh njegovih vrlinah, duhovnih, umskih potencialih. Vstop v Evropo, v Evropsko skupnost, je samo posledica propada tega režima. A nismo tako naivni, da bi smatrali Evropo kot rešiteljico vseh naših problemov. Kljub temu pa ona predstavlja danes jamstvo za mir, za svobodo, za gospodarski, človeški in družbeni napredek. Slovenci so dorasli in postali zrel narod, odgovoren za svojo usodo, samo ko so se odpovedali komunizmu ali, kot pišejo svobodni zgodovinarji, po imploziji te ideologije. Po 26 letih osamosvojitve naši upe in pričakovanja so se uresničila, se je kaj premaknilo iz tiste mrtve točke, ki je bila značilna za prejšnji enoumski režim. Zanima nas, kako je z avtonomijo slovenskega sodstva in kako je z objektivnostjo pisanja in govorjenja slovenskih medijev, upoštevajoč, da so prav te vrednote temelj pravne države. Kaj je s tistim stebrom, to so krščanske vrednote, na katerem je bila v stoletjih zgrajena slovenska kultura, slovenska identiteta, slovenska duša. Od nocojšnjega govornika, ki ga še enkrat lepo in prisrčno pozdravljam, pričakujemo vsaj nekaj razjasnitev na taka in podobna vprašanja, ker menimo, da so prav ta tista, ki še razdvajajo slovenski narod. Verska oskrba v slovenski vojski je ena od novosti v novi ustavni listini izpred 26 let. Slika, ki jo vsak dan nudijo o nas slovenske oblasti, seveda se je spremenila v boljše. Enako velja tudi za glede pristopa slovenske vlade do raznih skupnosti, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Slovenski državi smo hvaležni za pomoč, ki jo daje našim društvom in organizacijam. Brez te pomoči bi v današnjih pogojih komaj zmogli preživeti. Propadle so ideološke zapreke, ki so dolga leta v dvoje delila našo slovensko zamestvo stvarnost. A vemo tudi, da moramo računati predvsem na lastne moči, vemo, da si moramo sami kovati usodo in še, kar je najpomembnejše za naš obstoj, vemo, da moramo vzgajati mladino, da čim bolj odgovorno in prizadevno se angažira za narodnostno in gmotno dobrobit naše skupnosti.
Spoštovani prisotni, zaključen govor, moj pozdravni govor z občutki zaupanja na boljše čase, z vero v skupni slovenski kulturni prostor, v tesnejše sodelovanje naših društev z onimi v Sloveniji. Mislim, da je to pot, ki nam bo znatno olajšala vsa prizadevanja za ohranitev naše kulture, našega jezika in torej naše identitete. Hvala lepa. Na oder sedaj vabim predsednika ustanove Slovenija, gospoda Borisa Pleskoviča. Ustanova Slovenija, Svetovni slovenski kongres. Najprej vas jaz vse lepo pozdravljam, ker ne bom menega izpostavil, ker ste vsi pomembni gostje. Preden sem jaz prišel sem, je moj sin, 15-letni sin, prišel pred 7 dnevi iz Amerike in me vprašal, zakaj pa moram danes s tabo tukaj dol. Se rekel, zato, ker tukaj v Gorici, v Italiji, so naši Slovenci in boš videl najbolj iskreno, prisrčno in pristno proslavo državnosti in domoljubje. To poseben sem razložil v tem smislu, kakšno državno proslavo, ki je bila velika večja, ampak ni bila tako od srca kot vaša, je bila letos v Ljubljani pred par dnevi, kjer so peli rap muzik, kar nima nič z našo kulturo, pa ne rockerje so imeli tam in tako da ni bilo menega domoljubja, mene kulture, da bi spoznal, da je bila to proslava v čast neodvisnosti Slovenije. No, pa moj sin Aleks rekel, no, pa grem s tabo, ker se je tudi spomnil, da leta nazaj velikrat je šel z mano k Marjanu Trpinu, kjer ima Marjan Trpin lipo slovensko, pa knežji kamen, pa prestol, pa tam smo pekel zrezke, pa češnje jedli, pa v bazenu pil dobro belo vino in to so bile take proslave, ki so se zdaj, jaz mislim, preselile sem, ker pač Marjan ne more pol Gorice več spraviti na svoj hrib, na svojo haciendo, no, ampak to so bile najlepše proslave in so tudi tukaj lepe in lanske sem bil tudi tukaj. Jaz bi še eno stvar povedal, moram biti hvaležni Marjanu, da je te proslave delal leta in leta do par let nazaj. Bi pa še to rad povedal, ker vidim tukaj maturante iz Argentine. Jaz sem delal za Svetovno banko, sem prepotoval skoraj cel svet in sem bil tudi v Buenos Airesu, kjer so me Slovenci okopali, tam je 45,000 ali več Slovencov. In sem bil čist presenečen, koliko so Slovenci svojih cerkva zgradili, svojih šol, so me v njihove teatre pelali, v šole in me lepo sprejeli. In ker imamo danes vikare za slavnostnega govornika, bom povedal še eno mehno zgodbo. Naš škof Uran, ki je prišel z Argentine, so se srečali in sprejel, pa sem jaz rekel, joj, kako sem bil jaz vzkičen, kako slovensko kulturo, jezik gojijo v Argentini. Pa je rekel, veste kaj, jaz sem bil zdaj prejšnji teden v Argentini in ker je bilo konc maše, so prišli verniki, pa so mi dal roko, pa ena mamica prišla s 3-letnim fantkom, 4. generacija. In je ono rekel v perfektni slovenščini, tako da sem jaz solze potočil, rekel, ki pa ti pančaš striček. In to je 4. generacija, ampak to, da gojijo slovensko kulturo, plese, znanje, vse v Argentini, to je za čestitati, tako ker je veliko domoljubja in kulture slovenske tukaj pri zamejcih v Italiji. Jaz vas lepo pozdravljam in sem vedno vesel, ker pridem med vami, ker to je mehna proslava, ampak je od srca. Hvala lepa. Jaz se opravičujem za napako.
Sedaj pa prepustimo oder slovenskim maturantom. Lepo pozdravljeni Slovenci. Tu pred vami je raz 46, skupina abiturientov, ki šteje 25 članov. Prihajamo iz Argentine. Potomci smo slovenskih dedov in pradedov, ki so po drugi svetovni vojni morali zapustiti rodno domovino. Preko oceana so odšli v Argentino, ki jih je velikodušno sprejela. Tam so svobodno živeli in ohranili vero, slovenski jezik in kulturo. Vse to so tudi nam posredovali, zato smo lahko danes tu, v prelepi Sloveniji. Naše geslo je, kjer so moje korenine, tam je moje srce. Tudi naš grb to predstavlja. Drevo, polno življenja, čigar korenine sestavljajo srce. Iz tega srca in iz teh korenin poganja deblo v obliki dveh rok, ki se dvigata v nebo in držita krošnji obeh bogatih kultur. Z veseljem smo pripravili kratek program, ki vsebuje tipične argentinske plese, slovenske melodije in recitacije. S to predstavo vam želimo pokazati, kakšne so navade v naši rodni Argentini in kako je slovenska dediščina ukoreninjena globoko v naših srcih. Oglejte si našo predstavo.
a strilovsko krvjo. Prejel sem dediščino slovenskega semena, ki je raslo kot posebnost pod zavrlim soncem. Tudi name so naletele nevihte in vetrovna moč me je poslala v svet. A ne kamorkoli, ne slučajno, ne v neznano. Poklicajo me je preko oceansko dolenje zemljo, katerih glas mi je bil vedno znan. Posoba na travnik razmišljam, daleč je moj rojstni kraj, a tudi tukaj se znajdem doma. Poznam je vonj rdečih rož in barva domačih besed. Veliko sem od tebe v daljavi prejel, zemlja mojih delov in pradedov, in bila si mi vedno blizu. Zdaj sem tukaj, pod tvojim nebom, kjer so moje korenine, kjer moje srce bije v zahvalo.
Sedaj pa je na vrsti gost nocojšnjega večera, vojaški vikar Matej Jakopič. Z njim se bo pogovarjala častnikarka Erika Jazbar. Zdaj, kako bova izpeljala ta pogovor, da si bova prislužila tak aplavz, kot so vsi tile študenti? Ni mogoče. Ni mogoče še enkrat na naše maturante. Gost vsakoletne proslave, ki jo vsako leto namenjamo obeležitvi slovenske osamosvojitve in uresničitvi sanj generacij in generacij Slovencev, ni politik. Letos prvič ni politik, ampak je ravno tako institucionalni predstavnik, graditelj slovenske državnosti in pa tudi slovenske samostojnosti. Saj vi delujete na dveh ključnih področjih za slovensko državnost in tudi za slovensko samostojnost. Eno področje je slovenska cerkev, drugo področje je slovenska vojska. Naš gost je Matej Jakopič, duhovnik in od leta 2015 vikar slovenske vojske. Za duhovno skrbo slovenskih vojakov pa skrbite že vrsto let, torej skoraj od vsega začetka slovenskega vikariata. Zdaj se bomo pogovorili o samem vikariatu, o vaši življenjski poti, o vernosti, o slovenski državi, o domoljubju in še kaj druga. Najprej vas predstavim. Rojeni ste, oziroma doma ste iz Vojnika, pri Celju, držim? Da. Lahko bi se zgodilo, da bi bil mizar. V dijaških letih bi lahko to bili, potem vas je pot peljala drugam. Kot mizar imam delovne dobe 3 leta in takrat, ko se naveličam poslušati ljudi kot duhovnik v spovednici, zbežim v mizarsko delavnico. Tam pa stroji pojejo in si ničkeno glava spočije. Posvečeni pa ste bili v duhovnika in to leta 1998, ste imeli novo mašo, ste imeli v Vojniku. Bili bi lahko tudi župnijski duhovnik, bili ste kaplan v župniji, potem pa vas je poklical takratni nadškof, mariborski nadškof Kramberger, in odločil drugače za vas. Ne boste verjeli. Zgodilo se je leta 2000, ko sem bil kaplan v Brestanci pri Krškem, kjer je bazilika Lurške Matere Božje. In takrat sem peljal našo faroško gospodinjo, gospod Ilko, na srečanje kuharc na prvo rojstno, oziroma na prvo župnijo, kjer je deloval Slomšek, to je Vizelsko. In tam je bilo zbranih enih 200 gospodin od župnikov. Naša Tilka je bila 82 let stara. In potem kar naenkrat pride do mene takratni mariborski kanonik, gospod Goličnik, sedaj že pokojen, pa pravi, me takole potreplja po lamah: Matej, ti boš? Kaj pa? Vojaški župnik. Zdaj bo prišel mariborski škof Kramberger in ti bo povedal. In je res, čez kako minuto prišel, pa je rekel: Gospod Matej, vse veste, kako je govoril, a ne? Gospod Matej, veste, vi bi šli za duhovnika med vojake. Ali ste pripravljeni? Moj odgovor je bil tisti klasičen: Gospod škof, vam sem obljubil pokorščino, če rečete da, ne. Če pa potrebno, pa z veseljem. No in potem je moje ime dal naprej, da so prvo obveščevalne službe vse prečesale, če je primeren kader za državno varnost in kakšne tajne podatke, malo v šali, malo zares. Ampak na koncu je prišla tale šala ven, da je mariborski škof iskal vojaškega kaplana med faroškimi kuharcami. Ker včasih poznamo veliko vicov na to temo.
Potem pa... In blagor, da jih imamo. Vi ste prvi slovenski duhovnik oziroma kaplan, ki ste opravili častniško šolo NATO za kaplane v Kanadi. In to od Gospoda ste se znašli v blatu. Kako je bilo to? Joj. A veste, duhovnike dan današnji mogoče vzgajamo mičkeno napačno. Ko si ti že Gospod na fari in te potem kar naenkrat pošljajo nekam čez lužo, ne sicer v Južno Ameriko, v Argentino, ampak v Kanado leta 2001, ker takrat je bilo še v slovenski vojski vedno nejasno, katera struja bo prevladala. A bo prevladala struja JNA oficirjev, ali bo prevladala struja TEO oficirjev, ali pa struja ameriško šolanih oziroma po NATO-vih standardih. In takrat se je vodstvo vojske odločilo, da probamo z NATO-om, ker tudi začetek duhovne oskrbe je ne nazadnje leta 2000 tako nastal, ko so začeli prilagajati sistem slovenski vojski NATO-vim standardom. Ne samo, da so zamenjali naboj za 7,62, koliko je meril Kalašnikov, v 5,56, koliko meri zdaj F-2000 in je NATO standard, ampak so tudi vprašali razne druge stvari. Med drugim tudi, kje pa imate vi duhovno oskrbo? In odgovorili so, mi imamo psihološko oskrbo, zadostuje. Ne. Kje imate duhovno oskrbo? Ja, pri nas pa tega ni, ker tega nikoli ni bilo. Pa so potem je vlada zaprosila za dva duhovnika, takratni ljubljanski nadškof, Franc Rode je imenoval Jožeta Pluta, mariborski škof takrat, dr. Franc Kraberger, pa je potem posredoval moje ime. In tako se je nekako začelo. Seveda, ko smo potem prišli v Kanado, ko si ti Gospod na fari, pa te pa dajo ležati v blato, gledajte, kako imam lepe čevlje, gledajte, da se svetijo. Malo manj kot našim argentinskim maturantom, ampak tisti warrant officer, mi ležimo na tleh, je hodil po nas, da si ni umazal čevljev. In veste, kako je to sprejet, in ravno 21. september, ko je bil moj godovni dan, pokličem za god, ko goduje evangelist Matej, pokličem domov mamo, to je bilo približno po enem mesecu, ko sem bil tam, in sem se zjokal. Zjokal do solz. Matej, pa ti je bilo treba tam, so te imeli radi na fari, tukaj pa zdaj hodijo po tebi. Kako zelo je bilo treba? Kako zelo? Ker če duhovnik nima plavih prstov od mraza in zlepljene te zadnje od potu, ne bo nikoli čutil to, kar čuti vojak. Pa samo neki Gospod tam nekje. In to je v bistvu bližnica do src vojakov. In seveda moraš poznati tudi taktiko, vse, kar morajo vedeti vojaki, ker tudi sam sem preživel skoraj da 5 ali ne vem koliko let v Čadu, Libanonu, Afganistanu, Bosni, Kosovo, na vseh vojnih območjih in moraš znati varovati svoje življenje. Zato smo tam v Kanadi na tej častniški šoli imeli vse vojaške veščine, od abzajlanja z helikopterja, če vidite, enkrat, da bi glav, mogoče je vojaški župnik, do bojnega plavanja oziroma bazena, ko te za 40 kilami vržajo noter, moraš priti se nekako rešiti, do bojnih plinov, do taktike. Za izpit sem imel pa naslednjo nalogo. Ob 3 zjutraj morišče, poiskati
6 padlih vojakov, to se pravi orientacija. Šoferje vseh teh goseničarjev smo imeli profesionalce, jaz sem ga pa mogel navigirati in tako najditi ta teritorij, priditi, prebiti obroč, ko smo bili obkoljeni in narediti ob 3 zjutraj pogreb teh umrlih vojakov. In iz tega je bila ocena in da se še najmalo mogoče zatožim Kanačane, uklesali so me pa res takrat na tisto marbom, na to tablo na šoli kot najboljšega študenta. Ja. Prebrala sem, da duhovnik je zadnji, ki mu v stresnih situacijah lahko odpove pamet. Se vam je to že zgodilo, da ste bili zadnji, ki mu je odpovedala pamet v kateri od misij? Tako težko sedim, ker govorimo, pridigamo ali pa predavamo, a ne tudi Dejan, naš asistent. Če želite, ostanem še jaz, tako da se ne. Prav ne morem se sprostiti, če sedim. Ja, ravno to je bil cilj vsega tega usposabljanja. Ko je človek v stresni situaciji, ko padajo, lahko povem tudi potem kakšno zgodbo iz Afganistana, ko ti ubijejo Madija, tvoji soborci je ubit, ti bi šel zdaj ven in kar naprej. Duhovnik je zadnji, ki mu v stresni situaciji sme odpovedati pamet. In včasih moraš tudi svojega, ki bi šel maščevati svojega sobrata, svojega badija, potegnati nazaj, ga mogoče knokautirati, ne delaj neumnosti, lej, izdal boš položaj naš, ali kje smo skriti tam za kakim zaslonom, branikom v peščinah Afganistana in podobno. Da, to drži. In da ste bili na tem, da vam odpove pamet? Trenutno še ne. Se zgodilo v Sloveniji, ne na vojnem območju? Trenutno še ne. Omenili ste svojega predhodnika Jožeta Pluta, vi ste pri Slovenski vojski že od leta 2001. Dejansko z Jožetom Plutom so zgradili vikariat pri Slovenski vojski. Kako je ta nastajal? Zakaj je nastal komaj leta 2000 in ne že prej? Sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi duhovne oskrbe v Slovenski vojski datira na 21. september leta 2000, ravno na moj godovni dan. Godovni dan apostola Mateja. Da. Potem pa je bil dr. Jože Plut imenovan v delovno skupino na civilni del Ministrstva za obrambo, ker so pripravljali zakonodajo, vse pravne akte. Vse veste, da je treba vse spraviti v neke pravne norme in okvire. Potem pa so ga junija 2001 iz civilnega dela ministrstva zaposlili v Slovensko vojsko, njega junija, mene pa potem julija 2001 prav. In on je v tem času v bistvu rodil to duhovno oskrbo z vsemi svojimi zamislimi, idejami, znanjem, voljo, hotenjem. Mičkeno je šel tudi okoli po svetu pogledati različne sisteme, videl, kateri so dobri, kaj je v italijanskem sistemu duhovne oskrbe dobrega, kaj je slabega, nemškem, angleškem, jaz tam mičkeno čez lužo, ameriškem, kanadskem, in potem smo izgradili en tak svojski model. Ko pa sem se jaz potem leta 2002 vrnil iz Kanade, mi je bilo pa rečeno v pisarni načelnika generalštaba, generala, takrat je bil Lipič, se mi zdi, ja, takole. Matej, Jože je vse zdaj to, kaj boste delali, spravo na papirje. Tebe pa zdaj pošiljamo v prvo brigado, takrat smo mi imeli še naborniški sistem, tam je bila pa že profesionalna vojska, prva brigada kot naslednica Morisa,
Jože je vse to spravil na papirje, zdaj pa da vidimo, kako se bo to obneslo v življenju. Spravi to v življenje. Tam ima še enega poveljnika, brigadirja Furlana, ki je tudi ameriško šolan, se bo ta že znašla. In tako je v bistvu potem, kakor je generalštab in civilni del Ministrstva za obrambo bolj upravnega značaja, je bila moja naloga v operativi res na terenu z vojaki vse to, kar delamo, spraviti v življenje. In če boste delali dobro, bomo zaposlili še nove. In s tem stavkom je načelnik generalštaba zaključil podpis mojega ukaza za delo v prvi brigadi. Koliko vas je danes v vikariatu? Toliko, koliko je bilo apostolov, brez izdajalca. Vi veste, da smo v katoliškem domu, zato so vsi razumeli to, kar ste sedaj povedali. V nekdanjem katoliškem domu. Ja. Zdaj človek kot kole začuti, potem včasih pa tudi pove kaj preveč, kar ne bi smela, ne? Je pa zgodba, ki še ni zaključena, kajti vi imate še nekatere zahteve po ordinariatu, po vojaški škofiji. Zakaj je ta potrebna in zakaj Slovenija je edina od članic NATO, ki tega nima? Izmed ponovem, odkar je Črna Gora vstopila v zvezo NATO, šteje ta zveza 28 držav članic, škofijskega ordinariata oziroma vojaškega ordinariata nimata samo Črna Gora in Slovenija. Črna Gora pač na novo, prej pa res Slovenija. Vse druge države, tudi tiste, ki niso v NATO. Poglejte Bosno, ki je večinoma muslimanska država, ima že 8 let vojaškega katoliškega škofa. V Sloveniji vedno, ko odide nekdo k papežu Janezu Pavlu II., Benediktu XVI., zdaj Frančišku, bodisi kadar gre predsednik Pahor dol, bodisi kdaj pride sedanji državni tajnik Parolino v Slovenijo, kakor je bil lani, ali pa še prej Sodano, je vedno to prva točka, zakaj še Slovenija nima vojaškega ordinariata. Tukaj mora priti do kompromisa med cerkvijo in državo. Cerkev tega ne bo naredila sama mimo države. Je boljše, da se usedemo. Ker če ne bo kar tullo, tako bojo mojstri naštimali tona, ne? Da ne bo preveč hreščanja. Na začetku, tam okoli leta 2003, je bila kriva cerkev, zakaj še Slovenija ni dobila vojaškega škofa, ker so takrat rekli, se bomo pogajali za državo samo na eni fronti. Uvedba pouka o verah v šole. Ne bomo jih dražili še z vojaškim ordinariatom. Takrat je država nekako bila pripravljena, približno, tako bo verjetno pravila zgodovina. No. Pa smo mi od tega odstopili, zdaj pa je cerkev za to, pa država ni za to. Tako da, a vete, ne gre pa nikoli za glavo čez zid, nikjer, vse mora biti sporazumno in jaz upam, da bo tudi za Slovenijo nastopil čas, da se vojaški vikariat preoblikuje v ordinariat za oborožene sile. Ker kakor veste, v večini držav spada v ordinariate za oborožene sile Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Vsi, ki delajo z orožjem, pravosodje, pazniki in zaporniki, to se pravi pastorala v zaporih, pastorala v policiji in pastorala v vojski. To troje ponavadi spada pod ordinariat za oborožene sile v večini držav, pa tudi seveda še gasilci. Kako se je vaše delo spremenilo
odkar ste postali vikar, prevedeno, kdo je vojaški kaplan in kdo je vojaški vikar? Kot vojaški kaplan sem imel ogromno možnosti, da sem deloval za vojaki v domovini in tujini na misijah. Ko pa enkrat rataš vojaški vikar, pa greš v tujino bolj po protokolu. Namreč zakaj? Ker beseda vikar pomeni ali župnikov poslanec, je bil kaplan vikar, njega dni poznamo iz zgodovine, da je imel ono filialijo gor kako podružnico in tako. Lahko je pa tudi škofov vikar. Poznamo generalnega vikarja, ki je, kadar škofa ni, lahko tudi vodi škofijo, ko je izpraznjen sedež, naprimer kak škof kdaj tudi umre in podobno. Nima pa pravice spreminjati nekih pravil. In tudi vojaški vikar ima zdaj tudi pooblastila škofa, na nek način kadruje z kaplani, asistenti, ker edino vojaškega vikarja in namestnika vojaškega vikarja predlagajo škofje, potrdi načelnik generalštaba in imenuje minister. Za vse ostale je v pristojnosti vojaškega vikarja. To se pravi kadrovanje, birmovanje, skoraj vse, kar dela škof, razen da vojaški vikar nima rdeče kapice. Midva sva sovrstnika, vi ste vojaški rok opravili pod JLA. Jaz sem junija 91 maturirala in smo bili v stavbi nekdanjega malega semenišča in smo gledali tanke v Rožni dolini. Kaj je za vas pomenilo osamosvojitev Slovenije? Zelo bom mičkeno oseben. Vojaški rok v JNA sem začel služiti 25. decembra leta 1990. Na Božič. Bil sem takrat malo semeniščnik in tako kandidat za duhovništvo. Vse veste, kako je bilo takrat. In so bile kazenske kasarne za lopove in popove. Tako je bilo. In tudi jaz, žal, taka so dejstva, sem bil prav na božični dan upoklican. Potem pa je bil tisti prvi televizijski prenos neposreden po televiziji zalivske vojne v Iraku aprila 1991, če se spominjate, ko smo prvikrat lahko neposredno gledali vojno po TV, napad v zalivu. Potem je pa prišel 23. juni leta 1990. Služil sem v škofovih zavodih v Ljubljani, v Šentvidu. Mene niso poslali v Strunico ali kako Banja Luko ali nekam, ampak v Ljubljani. Ravno tam, kjer se je začela vojna. In bil sem eden izmed 25 v tako imenovanem kurirskem vodu, ker vi veste, da vojska ima sistem javljanja oziroma pozivanja ljudi, ne po mobitelu, ko vsak prisluškuje, ne po računalniku, kot je lahko vsak gleda, ne po ne vem čem, ampak za brzojavko v žepu. In tako smo večkrat trenirali, jaz sem pokrival tisto območje Ljubljane, Moste, Štepansko naselje in Kodeljevo, in tam je bilo veliko vojaških stanovanj in sem imel za obdelati približno 30 oficirjev. In večkrat smo imeli tako vežbe. Sem prišel, da sem točno vedel, kje je kdo doma. 23. juni 1990. Kar naenkrat dobimo takšne bele koverte, nam dajo borbeni ranac, noter, vem, so bile 4 bombe, 2 tromblona, 8 okvirjev, oborožijo nas do zob. Že čakamo pred vojašnico v Šentvidu, da gremo ven, nas zopet pokličajo nazaj, nas oblečajo v civil.
da ne bi bili vidni in da bi v civilo nesli te pozive. Nas zopet pokličajo nazaj, potem pa čist navadna vojaška uniforma. Jaz obdelam to področje Štepanca, Most, pa Kodeljevga in je bilo treba priti nazaj v Šentvit, povezava je bila pa pri nami, tam, kjer je stara pošta, kdo pozna. In tam je tudi Banka Slovenije še danes. Pa grem tam pod en vojaček, hlaček mim, pa vidim neke zamaskirane ljudi, take šmajsere lepe v rokah. Dečki, vi pa imate mašince, tako po slovensko. Nihče mi ni rekel, Miško, kaj delaš tukaj? Bejž. Sedem na avtobus, se odpeljem v Šentvit. Na avtobusu še en kolega, sovojak Lido iz Bosne, srečala tako šikane maturantke, kakor so te Argentinke tam na enih štengah, vete, koliko smo bili vojaki, pa greva mičke na... Ja. Prideva nazaj noter. Mi nismo vedeli, kaj delamo vojaki. Kakšna informacijska blokada je to bila, da mi znotraj, seveda potem, ko se je ta zalivska vojna končala, od aprila, ko smo morali vsi gledati kot politička nastava, so nam vzeli televizije, nismo imeli časopisa, ne vem, ali smo bili toliko neumni, ali kaj. In jaz v tistem času nisem vedel, kaj se je začelo dogajati 17. decembra v Kočevskem rogu, ko je prvikrat zadešalo po Slovenski vojski, kakor je rekel prvi predsednik vlade Peter Lep. Kaj se je dogajalo v Poljčah, kako je vse naskrivoma manevrska struktura in narodna zaščita začela pripravljati zaščitne sile za kasnejše politične odločitve, ko je na 25. decembra bila razglašena 23. decembra bil plebiscit, 25. pa naša 26. Tako, ja. Mi nismo vedeli in če bi jaz to vedel, ne bi šel nazaj v vojašnico, ne? Potem pa po noč začnejo furati avtobusi, celo vojašnico Šentvit zablokirajo. Slovence nas takoj iz straže poberajo, noter nas je bilo enih 40. Niški specialci komplet vojašnico zaminirajo. Ni bilo možno pobegnati in nas za en mesec zaprejo noter v eno stavbo. Poveljnik je bil Tomislav Šipčič, polkovnik vojašnice v Šentvidu. Vozili so nas na kosilo pa nazaj. Povedali so, vojna je, kakor bo politika odločila, tako bomo storili z vami. To so bile potem naše prve informacije o vojni, ker smo bili totalna infoblokada. Tega se jaz danes ne predstavljam. Vsi, nihče, ne da samo jaz ne bi vedel. Potem pa sem bil odpuščen iz JNA, oziroma nas 40 Slovencev, ki smo bili noter že iz Tetova, iz Knina, od vsebosod so že prej prišli domov. Mi smo bili pa izpuščeni 8. leta 1991. Evo, takšen je moj spomin na osamosvojitveno vojno za druge strani. Ne? Nisem bil kriv, da sem pač bil vojak nabornik ravno v tistem času in potem noter zaminiran in zaprt. In če sedaj pogledate nazaj, kaj v bistvu pomeni za vas osebno, za vas kot duhovnika, za vas kot vikarja Slovenske vojske dejstvo, da so Slovenci vendarle uresničili sen generacij in dobili svojo državo? Vi imate nekaj najbolj dragocenega. Bodi si v Argentini, bodi si v zamejstvu tega, kar v Sloveniji žal zanimalo. Korenine. Korenine
da se zavemo, kdo in kaj smo. In ravno zaradi tega smo v vojaškem vikariatu izbrali tudi letnico, ki jo imamo tukaj na našem grbu na uniformi, ali pa tukaj na tem emblemu leto 745. Eno od najpomembnejših let za slovensko zgodovino. Tako, kakor je bilo že prej v uvodu rečeno, leta 745 sta bila krščena prva kneza, Gorazd in Hotimir. Takrat še niso poznali držav v današnjem smislu, meja, mejnik, tako tukaj v Rožni dolini, vojna za mejni prehod in podobno. Ampak so bila bolj kraljestva, so bila bolj gospodstva in tako. In vemo, da v zgodovini enkrat meje nastajajo, drugič se meje brišejo in ratujejo unije in podobno. In zgodovinarji pravijo, Gorazd pa Hotimir kot prva slovenska kneza, a ni morda že takrat bila prva nekakšna slovenska skupnost? Ne moremo ji reči država, ne moremo ji reči entiteta, ampak tako. Pa potem vse skozi zgodovino smo nekomu služili, Habsburžanom, Avstro-Ogrski, kraljevini Srbov, Hrvatov, Slovencev, Beogradu. In vi, jaz, mi smo ta generacija, ki je dočakala tisočletni sen naših prednikov. In če mi nismo ponosni na to, kdo bo potem? Točno mi, si zamislite, kak dolg je kralj Edvard ustvarjal neka kraljestva in ne vem kdo vse. Nam pa je z temi junaki, ki so imeli vizijo, pa nobene gotovosti, da jih ne bodo obglavili potem po tisti Kočevski reki in vse, kar se je tam dogajalo, so šli in nam izvojevali to, kar mi danes uživamo, včasih pa delamo ko svinja z mehom. Solze so mi prišle na oči, ko sem gledal tukaj naše argentinske maturante in maturantke, kaka zavest, kakšen red, disciplina, kakor skor pri nas pri vojakih, kako so imeli oči uprte, vsi enako roke, vsi enako plesali, strumno govorili, vsi v eno, ne? Kakšen ponos, ki ga nosite v sebi, a potem smo mogli tam z vsemi veleposlaniki akreditiranimi v Republiki Sloveniji, nuncijem, ljubljanski nadškof, zagrebško-ljubljanski pravoslavni nadškof Porfirije in mi vsi tam sedimo in gledamo, a je to Slovenija, a je ta proslava, tako kot je bilo, ko ste prej rekli. In pol diplomatov se je vmes s svojimi ženami ostalo in odšlo. Vi, dragi maturanti in maturantke, in pa včasih tudi zamejci, nam pa znate pokazati to, kar bi morali mi delati doma in ostali.